Tržišnik, letos sem prevzel koordinacijo Stične, sicer sem pa že prej nekaj let aktiven kot član in vodja ekipe za odnose z javnostmi. Ker vem, da bomo se danes govorili tudi o vrednotah Stične, sem skupaj s kamermanom in režiserjem Matevžem pripravil par odsekov, par mnenj sodelujočih pri Stični o tem, kaj jim Stična pomeni, zakaj so pri Stični, brez česa po njihovem mnenju Stične ne bi bilo. Pa si skupaj pogledamo. Sem Andreja, pri Stični pa zdaj zadnje 2 leti delam v stikih z javnostmi. Drugače sem pa pri Stični zdaj bo že ta 5. Stična, ki sem pri njej sodelujem. Jaz sem Andrej, pri Stični ne mešam samo zraka, ampak sem pri ulični ekipi in sem pri Stični že nekako 3 leta. Trenutno sem zadolžen za ulično ekipo in sem nekako koordinator te ekipe. Sem sestra Metka Kos in sicer pri Stični v bistvu že 3. leto zraven v ekipi za pripravo pesem. Polonca, pri Stični sem že v ekipi, v različnih ekipah že 10 let. Zdaj trenutno sem pri ulici, pomagam v bistvu voditeljski ekipi. Sem Špela, to je pa Eva. Pri Stični sem že približno 6 do 7 let. Sem pa voditelj animatorjev. Moja beseda je svetilka mojim nogam, luč mojih stez in luč moje stez. Predvsem pri Stični privleče res ta duh. Jaz sem vedno čutila to energijo, ne? In ne vem, no, res to, da si pripravljen za to, da pridejo drugi, zato da ti daš svoj čas, da pridejo še drugi mladi pa delijo ta čas s tabo. Mogoče je včasih malo to, da pri tem pozabiš, da je to res mogoče tvoja poklicanost, ne? Da tega ne vzameš tako. V bistvu mi to všeč, zato je tako malo prikrito, ne? Ampak res je ta energija, no? Zato da si, ne vem, z mladimi, zato ker tako stkeš veliko stikov, veliko prijateljev nabereš. Res, ti lahko nekomu nekaj daš in vedno dobiš nek feedback nazaj. Ko vidim, da s tem naredim nekaj dobrega za sočloveka, predvsem pa za mlade in zelo rad delam s temi mladimi, res mi je nekako zelo izziv delati z mladimi. Najbolj pomembno se mi zdi to, res ta oblika navzočnosti, biti na razpolago mladim tam, kjer me potrebujejo, no? V smislu pač, da jaz lahko dam tako oni dajo na razpolago svoje talente, to, kar oni zmorejo, kar so oni prejeli, tako jaz pač dam na razpolago to moje izkušnje od Boga, izkušnje vere, pa tudi na nek način odnosov, no. Se mi zdi, da tu je vstopno mesto za nas vse, predvsem za mlade. Dosti razlogov je. Začela sem zato, ker sem takrat, ne vem, koliko časa nazaj, sem videla tiste hitre polže na odru. In mi je bilo ful fajn in sem vprašala, da se da tja zraven priti in sem prišla in pol ostaneš ker se mi zdi, da glede na to, koliko je možno v teh ekipah, ki pripravljajo Stično, ful je možno duhovno rast, se mi zdi, da je to, se mogoče ne vidi, ne? In je mogoče v ospredju to, da se pripravljamo na nekaj. Ampak v resnici se mi zdi to ena ful velika duhovna in osebnostna rast za tiste, ki delajo tiste 3 tedne ali pa 2 tedna ali pa v bistvu vmes še ves čas, a ne? In se pripravljajo in hkrati se pripravljajo tudi na druge aktivnosti, ki bojo počeli v župniji ali pa kaj drugje. In se mi zdi, to so oni lahko prav gonilo za naprej, kaj lahko dobiš tukaj, ne? Ti da res enega zagona. Tako da zaradi tega, ker hočeš nekim mladim dati, ne glede na to, a jim daš tako, da si pač na odru, pa kažeš, ali zdaj, ko si na ulici, pač tistim mladim, ki ne pridejo do odra, pa tudi zato vedno bolj ostajaš, ker imaš tam tisti krog prijateljev, s katerimi si res se povezal tekom priprav in tako naprej. In zdaj je takih že ogromno in ko prideš tja, se počutiš pravno domače, kot da bi bil na nekem srečanju prijateljskem in je ful lažje delati tudi to. Če sam pomislim na moj odnos na Stično, bi lahko naštel vsaj 3 stvari, ki so bile meni razlogi, da sem prišel k Stični. Stična je lahko za mladega velik izziv, celo zame kot ekonomista, bila velika priložnost.
tako kot velik projekt, kjer se udeležuje Stična veliko mladih. Poleg tega je bila Stična zmeraj prostor ustvarjalnosti, tako za te, ki ustvarjamo samo Stično, in zato upam, da tudi za tiste, ki v Stično pridejo in tam najdejo svoj prostor. Brez tistih, ki so pripravljeni ustvarjati, ki so pripravljeni delati, ja, itak, brez mladih. Stična ne bi bilo brez norih idej, brez norih ljudi, animatorjev, ki se trudijo narediti nekaj dobrega za te mlade. Stična ne bi bila Stična, če ne bi mladi pripravili, mislim, da to je temeljno. No? Ta preobrat, ki se je zgodil od tega, da je bila ena ekipa odraslih, ki je pripravila Stično, in prehod v festival, da so mladi sami začeli pripravljati Stično, se mi zdi temeljna za današnji čas. Da damo mladim v cerkvi prostor, da lahko se oni izrazijo in izrazijo svojo vero v njihovi govorici na način, kako jo oni doživljajo. To se mi zdi izključno. Drug vidik, ki ga pa zdaj doživljam v zadnjih 2 letih, je pa to, da vedno več duhovnikov, redovnic, odraslih kristjanov mogoče tudi vabimo v same ekipe. To se mi pa zdi drugi vidik, ki je zelo pomemben, da začnemo združevati oboje. Mladi čisto sami ne morejo držati Stične po koncu, mi tudi ne, skupaj lahko. Ena stvar je, Stična ne mora biti brez vremena, če se vidi, da najbolj kroji usodo tistega, ki se dogaja, tudi če pada dež, sije sonce v nas. Potem ta druga stvar je po moje, je sam, objekt, kjer obstaja Stična, pomeni, da Stična ne bi bila brez samostana, ker je. Stično ustvarjajo mladi, in če ne bi bilo mladih, tudi ne bi bilo Stične. To se mi zdi, da je najbolj bistvena stvar, kar je. Mladi pa so itak vsi tisti, ki pridejo, tudi tisti vsi, ki ustvarjamo Stično. In če ne bi delali mladi za mlade, potem pomeni, da tudi Stična ne bi bila taka, kot je zdaj že. Kličem sveci, 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 ti Gospod. Zagotovo je ena ljubezen, to je lahko kjerkoli, do mladosti, ljubezen do sočloveka, ljubezen ne nazadnje tudi do Boga, ne, ki je zelo nesebična. Potem druga je zagotovo navdušenje nad celotnim festivalom, nad celotnim delom, nad celotnim vsem tem, da si del nečesa. Tretja vrednota je pa mogoče, lahko bi rekli celo, da je družina, pa ne tako, ampak to, da se vsi zberemo kot ena celota, in to v bistvu je družina. In je Božja družina in je družina slavljenja. Da krepiš tudi, da si kristjan, da si zaveden kristjan, da se tega zavedaš in da se nekako učiš, kako biti kristjan tudi v zunanjem svetu. Večinoma so ti mladi nekako v fazi iskanja, se pravi, pridejo v Stično bolj kot ne zaradi druženja, zaradi potrebe po nekom, po bližnjem in konec koncev tudi po ljubezni. Jaz mislim, da najbolj pomembno za mlade je, da so lahko skupaj, da se lahko družijo, da se lahko srečajo. Vse v bistvu to je bilo že pred 20 leti, ko sem jaz začela hoditi v Stično. Najbolj ti ostane ta vtis, koga sem se srečal tisti dan. Tako da to se mi zdi ena taka osnovna nota, ki poveže mlade iz cele Slovenije, no? Da se lahko v tej mali Sloveniji, ko se skoraj vsi poznamo, srečamo med sabo. Potem se mi zdi pa tudi zelo pomembno to, da ta preprosta izkušnja Boga, ki se posreduje preko mladih, no? Ki oni sami posredujejo na svoj način naprej. Da je to ena vrednota, ki njim še zmeraj veliko pomeni. Se pravi, po eni strani prijateljstvo, to, da se srečaš, in da izkusiti Boga na blagodosten način. Prva stvar je to, da vsi delamo z navdušenjem, s tem, da pričujemo za to, da verujemo, da Bog je. Druga stvar je to, da vsi delamo prostovoljno. To se mi zdi ena taka pomembna stvar, ki obstaja, da za to, kar delamo, da dobimo nazaj tisto navdušenje, ki ga
kažejo mladi, potem ko pridejo nazaj, ko pridejo stična in s čim pač potem naša poplačajo na naše delo. Nora. Mavrica. Srečanje. Edinstvena. Stična je navdih. Pesem. Kličan sveci, 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 ti Gospod.